Dobar dan vsem, govorimo zdaj o kombinacijah. Zato, da razumete ta video, bi morali pogledati prej tistega o permutacijah in o variacijah. Torej, število kombinacij dobimo neposredno iz števila variacij. Zakaj? Pri variacijah reda R iz N elementov damo vrsto R elementov, ki jih izberemo izmed N elementov. Pri kombinacijah kaj menja? Da nas ne zanima vrstni red, v katerega jih postavimo. Vrstni red, v katerega postavimo teh R elementov. Torej, število variacij delimo z R faktorialno, ker R faktorialno predstavlja število načinov, na katere lahko permutiramo tistih R elementov. Torej, v bistvu nas ne zanima več vrstni red teh elementov, ki jih postavimo v vrsto. In torej, zdaj, če to napišem drugače, ena ulomljeno R faktorialno krat število variacij, ki smo že dobili, da je N faktorialno ulomljeno N minus R faktorialno. In tukaj, če vse združim, dobim N faktorialno ulomljeno R faktorialno N minus R faktorialno. Število kombinacij je torej enako temu, in ker to je zelo pomembno, so tudi določili za to en nov simbol, ki je ta, in se imenuje binomski simbol. To bomo videli boljše v enem drugem videu, kjer razložim, kako se to veže na potence binoma, zato binomski simbol. In to beremo enostavno N nad R. Poglejmo zdaj en primer, da vidimo, kako so, kakšne so te kombinacije. Torej, N je enako 4. Imamo 4 elemente, ki jih na primer kličem A, B, C, D. In R je 2. Torej, delam izberem 2 elementa. Torej, zdaj izračunam kombinacije reda 2 iz 4 elementov je 4 nad 2, po formuli gremo 4 faktorialno, ulomljeno 2 faktorialno, 4 minus 2 faktorialno. Torej, 4 faktorialno je 4 krat 3 krat 2, 2 faktorialno je 2, 4 minus 2 je 2, torej spet 2 faktorialno, ki je 2. Potem krajšam in dobim 6, ker ni dosti, jih napišem vseh. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Torej, tukaj, ko sem rekel, nas ne zanima vrstni red, poglejmo, kako bi razmišljali, če bi napisali število variacij reda 2 iz 4 elementov, če so ti 4 elementi. Kaj bi pisali za variacije? Bi napisali AB, AC, AD, v redu. Potem BA, ampak tukaj ne damo, ker BA je ekvivalenten kot AB. BC, ja, to damo, BD damo. CA ne bomo dali, ker imamo že AC. CB ne bomo dali, ker imamo že BC. CD, ja, to damo. Potem bi imeli DA, ne bomo dali, ker je isto kot AD. DB ne bomo dali, ker je isto kot BD. DC ne bomo dali, ker je isto kot CD. In torej, te so kombinacije. In to, vse to, zdaj, ki vidimo, smo videli primer, lahko interpretiramo še na en drugi način. Da tukaj interpretiramo tako, da tukaj imamo množico 4 elementov. In nas zanima, na koliko načinov lahko ustvarimo podmnožice 2 elementov. In zakaj? Vse možne podmnožice 2 elementov od te množice so prav te podmnožica, ki ima element A in B, tista, ki ima A in C in tako naprej. Ker vemo, da v množicah ni važen vrstni red, v katerega postavimo elemente. Prav zato. Torej, število kombinacij lahko mislimo kot število podmnožic z R elementi, podmnožic od ene množice, ki ima N elementov. Tako. In torej vidimo en primer, ki je malo bolj konkreten. Recimo, da imamo en razred 10 dijakov. In na koliko načinov lahko izberemo 2 predstavnika. Torej, ni da imamo prvega predstavnika in drugega predstavnika. Sta oba predstavnika ekvivalentna med sabo. Torej, nas ne zanima vrstni red. In torej, to bomo zračunali prav s kombinacijami. Torej, to bo kot 10 nad 2, 10 faktorialno, ulomljeno 2 faktorialno, 10 minus 2 je 8, torej 8 faktorialno. In zdaj tukaj pogledamo še eno tehniko, ki se večkrat porablja, zato da so računi krajši. Torej,
Tukaj imamo 10 faktorialno, tukaj je 8 faktorialno. Gremo od 10 nazaj do 8, torej 10 krat 9 krat 8 faktorialno, ker ta 8 faktorialno ima v sebi 8 krat 7 krat 6 naprej do 1. In tukaj imamo 8 faktorialno, torej enostavno krajšamo. Tukaj bo 2 faktorialno je 2 in tisto krajšam tukaj. Dobim tukaj enostavno 5 krat 9 je 45, lahko izberem na 45 možnih načinov, 2 predstavnika izmed 10. Ja, sedaj pogledamo še nekaj lastnosti binomskega simbola, n nad nič, torej, če rabimo formulo, n faktorialno, uljavimo nič faktorialno, n minus nič je n faktorialno, tukaj krajšam, se spomnim, da po konvenciji nič faktorialno je 1, torej to je 1. Dobimo isto za n nad n, ker je n faktorialno, uljavimo n faktorialno, n minus n je nič faktorialno in popolnoma isti izraz kot prej, 1. Torej, bolj nasplošno velja ta, da n nad r je enako n nad n minus r. To lahko bi pomislili malo intuitivno, ker če imamo množico n elementov in zbiramo podmnožice r elementov, ko smo zbrali r elementov, smo avtomatično izbrali vse ostale elemente, ki jih je n minus r. In torej število bo isto, število kombinacij. Ja, in potem imamo še eno lastnost, ki se lahko dokaže, tukaj da n nad r plus n nad r plus 1 je enako n plus 1 nad r plus 1. Ja, tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.